Marko, sprejmi to svečo v zahvalo za 25 let duhovništva in naj gori še naprej kot tvoja zvestoba Kristusu. Spoštovani gospod župnik Marko, pred 25 leti ste prijeli zakrament mašniškega posvečenja, neizbrisno znamenje povezanosti z Bogom. Po rokah škofa ste postali eden izmed Jezusovih učencev in začeli izpolnjevati njegovo zapoved. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Pot vas je vodila po različnih krajih ljubljanske nadškofije. Spoznali ste različne ljudi in obiskali mnogo cerkva in pred 3 leti ste priromali v Mengeš. Župnija po teritoriju ni velika, saj jo peš prehodite od enega konca do drugega, od Topol do Dobena v 2 urah. Živimo pa tudi tukaj ljudje, ki potrebujemo duhovnika, da nam v teh čudnih časih kaže pravo pot. Utrujeni od iskanja bistva, otopeli od množice nepojemnih informacij in kopico lažnih prerokov, ki nam jih vsak dan ponujajo različni mediji, potrebujemo jasno besedo in napotke, da ne bomo zašli na naši poti proti nebesom. Gospod Marko, lepa in odgovorna je služba duhovnika. Ko krščujete in delite druge zakramente, prihaja po vaših rokah med naš sam Bog. Ko nas učite in opominjate izpolnjevati, kar nam je naročil Jezus, mi pa se branimo in se delamo, da ne slišimo in govorimo, trda je ta beseda, se pa najbrž počutite kot Jezus v vzhodnici v Kafarnaumu, ko ga je mnogo učencev zapustilo. Danes smo se zbrali pri tej sveti daritvi, da bi za apostolom Petrom rekli, kam naj gremo, besede večnega življenja oznanujete. Bogu hvala, gospod Marko, da ste duhovnik. Bogu hvala, da vas je poslal v Mengeš. Bogu hvala, da nam kažete pravo pot. V imenu župnije, župnijskega pastoralnega sveta in v svojem imenu iskrena hvala za vaš trud in vaše molitve in vse žrtve, ki jih darujete za naše občestvo. Želimo vam trdnega zdravja, trdne vire in neomajnega zaupanja v Božjo pomoč. Želimo vam, da se med nami dobro počutite. Ne obupajte nad nami. Nismo svetniki, ampak velik kup grešnikov, ki si želi, da bi z Božjo in vašo pomočjo varno prispeli do našega cilja v nebesih. Bog vas živi in vas ohrani med nami še na mnoga leta. Če Bog da, se bomo veselili tudi vaše zlate maše. Čestitam vam za vaš srebrni jubilej. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. In z tvojim duhom. Današnji naš namen je v zahvalo za 25 let duhovništva in na začetku svete maše je tudi obžalovanje slabosti. Obžalujemo vse, kar sem tudi slabega storil v teh 25 letih. Res sem duhovnik, sem pa seveda tudi človek, smo iz krhkega testa. Zato na začetku svete maše poglejmo v svoje srca in obžalujmo naše grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite za Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe, nas prevedi v večno življenje. Amen. Molimo. Sveti Oče, pridružil si se Kristusovemu večnemu duhovništvu in mi brez mojih zaslug zaupal službo v Tvoji cerkvi. Prosim Te, naj bom gorečim blag v oznanjevanju Evangelija in zvest v oskrbovanju Tvojih svetih skrivnosti. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz 2. knjige Kraljev. Nekega dne je Elizej potoval skozi Šunem, tam je živela premožna žena, ki ga je pregovorila, da je obedoval pri njej. In kadarkoli je potem šel mimo, je zavil tja na obed. Svojemu možu je rekla: glej, spoznala sem, da je tisti, ki se vselej oglasi pri nas, svet Božji mož. Naredimo mu torej zidano gornjo izbico in postavimo vanjo posteljo
mizo, stol in svetilko, da se lahko umakne tja, kadar bo prišel k nam. Ko je nekega dne prišel tja, se je umaknil v gornjo izbo in tam legel. Rekel je svojemu služabniku Gehaziju: kaj naj torej naredim zanjo? Gehazi je rekel: na žalost nima sina in njen mož je že star. Tedaj je rekel: pokliči jo. Ko je poklical, je stopila k vratom. Rekel je: ko se bo izteklo leto, v tem času boš objemala sina. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt? S krstvom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novega življenja. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je vstal od mrtvih, več ne umre, smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi vi mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga v Kristusu Jezusu. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod z vami In s tvojim duhom. iz svetega Evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: kdor ima očeta in mater rajši kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme mene. In kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka. In kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode,
enemu izmed teh malih, ker je moj učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Mesec junij se bliža koncu, to je mesec rdečih vrtnic, ki so znamenje ljubezni, predvsem znamenje Božje ljubezni do človeka. Zato je ta mesec posvečen Jezusovemu srcu. Nedavno smo praznovali Jezusovo, pa tudi Marijino srce in vnovič slišali, da nas Bog ljubi tudi s človeškim srcem Jezusa iz Nazareta. Jutri je praznik apostolov Petra in Pavla, dan, ko naši škofje posvečujejo novomašnike. Letos jih je v Sloveniji 7, 5 iz ljubljanske nadškofije, po eden iz mariborske nadškofije in novomeške. Za večino od nas duhovnikov bo ta dan obletnica posvečenja, 25-letnica tudi za vašega župnika Marka, ki me je naprosil, naj vam ob tej srebrni maši povem nekaj misli. Božje srce kliče naše srce, je zapisal papež Benedikt XVI. Kliče nas, naj zapustimo sami sebe, naj zapustimo človeške gotovosti in zaupamo njemu, ter po njegovem zgledu postajamo dar ljubezni brez pridržkov. Duhovništvo je prav to. Odgovor človeškega srca na Božje srce, ki kliče, da bi postali dar ljubezni za druge. Ustavimo se nekoliko pri današnjem evangeliju. Jezus v njem veliko zahteva. Pravi, kdor me ne ljubi bolj kot kogarkoli, ni mene vreden. Ob tem nehote vzkliknemo kot nekoč nekateri Jezusovi poslušalci: Gospod, trda je ta beseda, nerazumljiva, skoraj spotakljiva, ali ne zahtevaš preveč? Njegovi nasprotniki pa so mu vrgli v obraz besede: koga sam sebe delaš? Kdo si ti, da si upaš tako govoriti? Ta in ta ni mene vreden. Nezaslišana beseda. Jezus, koga sam sebe delaš? Za koga se imaš? Iste besede tudi danes mnogi ljudje mečejo Jezusu v obraz, zgroženi ob njegovih zahtevah. Za koga se ima Jezus? Ravno za to gre. Ima se za Boga. Ima se za Boga, ker on to tudi je. On je Bog in samo Bog more postavljati človeku takšne zahteve. Samo tisti, ki je dal vse, lahko vse tudi zahteva. Samo on, ki je dal za nas življenje, ki se je dal za nas, dal za nas sam sebe, se za nas žrtvoval, lahko tudi zahteva, da zanj žrtvujemo življenje in mu ga posvetimo. Ali ni to le ponovitev prve zapovedi? Ljubiti Boga z vsem srcem, z vso dušo, z vso močjo. Druga zapoved, ljubezen do bližnjega, je njej sicer enaka, a je vendarle druga. Bog je na prvem mestu. Jezus nikakor ne omalovažuje naše ljubezni do staršev ali otrok. Nič ne odpravlja 4. Božje zapovedi: spoštuj očeta in mater. Ljubezen otrok do staršev in staršev do otrok, ljubezen med možem in ženo, vse to je evangeljska zapoved,
in pogoj ljubezni do Boga. In vendar Jezus dobro ve, ljubezen med ljudmi se lahko tudi izrodi, popači, preide v odvisnost, postane posestniška, sebična. Samo tisti, ki ljubijo bližnjega v Jezusu, ga prav ljubijo. Samo tisti, ki ljubijo starše v Jezusu, jih prav ljubijo. Prav tako otroke, moža ali ženo, v Jezusu in skupaj z Jezusom. Samo ti jih prav ljubijo. In to se zahteva od vsakega kristjana, še posebej pa od duhovnika. Poslanstvo duhovnika se nam razodeva ravno v današnjem evangeliju in ga lahko opišemo z besedami: imeti Jezusa rajši kot vse drugo, kot vse druge. Zaljubiti se vanj, ničemur drugemu dajati prednosti pred njim, na videz izgubiti svoje življenje zaradi njega in s tem to življenje zares šele najti, v polnosti najti. Temu pravi apostol Pavel norost ali nespamet evangelija, ker to velja v očeh ljudi za norost. Ravno to je duhovnikovo poslanstvo, kakor je bil Jezus znamenje nasprotovanja. V znamenje je postavljen, ki mu bodo nasprotovali, tako je tudi duhovnik v tem svetu za mnoge moteč. Im je vzpotiko, kakor da ne spada v ta svet, ki ima čisto drugačne ideale. Papež Benedikt je pred leti duhovnikom napisal pismo in v njem predstavil svetega Janeza Vianeja, človeka 19. stoletja, sodobnika našega škofa Slomška. In ta svetnik je zapisal: duhovništvo je ljubezen Jezusovega srca. Duhovnik mora biti znamenje te ljubezni do vseh ljudi. Zavedal se je veličine tega poklica. Zapisal je tudi naslednje besede: ko duhovnik spregovori besede posvetitve, to je moje telo, to je moja kri, sam Gospod prihaja z neba in se naseli v podobi majhne hostije. Tudi samega sebe bo duhovnik razumel šele v nebesih. Kaj bi nam pomagala hiša polna zlata, če ne bi bilo nikogar, ki bi odprl vrata, pravi sveti Janez Vianej. Duhovnik ima ključe do nebeških zakladov, on odpira vrata, on je posrednik božjih dobrin. Pustite župnijo 20 let brez duhovnika in ljudje bodo začeli častiti živali. Tudi samega sebe bo duhovnik razumel šele v nebesih, pravi svetnik. Kakšna beseda je to? Tu na zemlji niti sami duhovniki ne moremo dojeti veličine tega, k čemur smo poklicani in kar opravljamo. Le slutimo lahko veličino poslanstva in občutimo ob tem svojo majhnost in nezadostnost. Vsak od nas si mora vsak dan priklicati v spomin in si reči: tudi jaz bom nekoč potreboval duhovnika. Tudi moja večnost bo odvisna od tega, ali bom dočakal in slišal njegovo odrešujočo besedo: jaz te odvežem tvojih grehov. Čakal bom, da me okrepča sveto popotnico in milostno poživi svetim maziljanjem. Duhovništvo je ljubezen Jezusovega srca. Duhovnikov poklic je torej odločitev za večjo ljubezen. Je odpoved družinskemu življenju, a ne iz omalovaževanja ali prezira,
temveč zato, da s tem pridobi širšo in večjo družino, to je župnijo, to je celotno cerkev, in v njej najde 100-kratno bratov, sester, očetov in mater, sinov in hčera. Duhovništvo ni odpoved ljubezni, ampak odločitev za večjo, globljo ljubezen, ki ne razočara. Koliko je danes src, ki so strta zaradi razočarane, izdane človeške ljubezni? Koliko je src, ki so kakor pogorišča velikih obljub in prelomljenih besed? Jezusova ljubezen tega ne pozna. On ostane zvest, čeprav smo mi nezvesti. Papež Benedikt XVI je ob svetovnem dnevu mladih v Avstraliji zaklical pomenljive besede: Jezus daje več. Jezus nudi več. Daje več kot kariero, več kot slavo in uspeh, več kot vse gmotne dobrine, več kot vse bežno veselje sveta. Jezus nudi vse in zato lahko tudi vse zahteva. Duhovnikom pa je papež rekel: po zgledu svetega arškega župnika dovolite, da vas Kristus prevzame. Tako boste tudi vi v današnjem svetu glasniki upanja, sprave in miru. Pustiti, da te Kristus popolnoma prevzame. To je bil cilj vsega življenja tudi svetega Pavla, ki je zapisal: Kristusova ljubezen nas priganja. Kristusova ljubezen nam ne da miru, nas vznemirja in vodi k odločitvi zanj. To naj bo glavni cilj vsakega duhovnika, pa tudi vsakega kristjana. Po krstu in birmi smo namreč vsi posvečeni za duhovniško službo. Oče in mati sta duhovnika za svojo družino. Svojim otrokom sta prva učitelja vere, prva molivca, ki sklepata roke sama in jih učita sklepati tudi otrokom, ki molita z njimi in zanje. Svojim zgledom jih učita posvečevati nedeljo s sveto mašo in počitkom, z medsebojnim služenjem in dobroto do ubogih, otroke in drug drugega vodita k Kristusu. Duhovniki smo tu le zato, da vam pomagamo odkriti in izpolniti vaše duhovništvo, za katero ste bili posvečeni in maziljeni pri krstu in birmi. Skupni cilj nas vseh pa je svetost, ali kot pravi Jezus, ostanite v moji ljubezni. Jezusova ljubezen je zahtevna, smo slišali danes. Podobno je rekel tudi sveti Janez Pavel drugim mladim ljudem: od vas veliko pričakujem, zelo veliko, in vem, da ste tega sposobni. Od vas veliko zahtevam, ker ste moji prijatelji, ker vas imam rad. Kdor od vas ničesar ne zahteva, vas nima rad, ni vaš prijatelj. Jezus je zahteven. Zahteva vse, ker tudi daje vse. Daje nam samega sebe. Za vse je živel in umrl, da bi mi ne živeli več sami sebi in tako izgubljali življenje, pustili, da teče v prazno, ampak da bi živeli njemu, ki je za nas umrl in vstal. Bog nam je z njim vse podaril, da bi tudi naše življenje postalo dar za Boga in za ljudi. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega,
ki je z očeta rajen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rajen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst odpuščanja grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Gospod nam naroča, naj živimo za poklic, v katerega smo poklicani. Z vsemi ljudmi dobre volje ga prosimo. Gospod, naj bomo kristjani v cerkvi v raznih oblikah apostola tvoji sodelavci in pričevalci. Prosimo te, sliši nas. Naj bo vsako naše euharistično srečanje začetek novega življenja in posvečanja za nas in za svet. Prosimo te, sliši nas. Naj se naša župnijska skupnost tvojo milostjo vedno bolj zaveda svojega krščanskega poklica in apostolskega dela. Prosimo te, sliši nas. Naši rajni bratje in sestre, ki so se posvečevali ob mizi tvoje besede in tvojega kruha, naj se spočijajo od svojega truda pri tebi. Prosimo te, sliši nas. Molimo, nebeški Oče, posveti in podpri nas svojo milostjo, da bo naše življenje obrodilo sad za večno življenje, kjer te bomo častili in ljubili s Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Po sklepu župnijskega pastoralnega sveta bo sedaj darovanje, torej ofer za župnika. Vsak, ki bo prišel, ki bo dal dar, bo pa dobil tudi spominsko podobico na današnjo slovesnost.
Molimo, bratje in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, Blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sveti Bog, opravljamo ti hvalno daritev, da bi te vedno bolj goreče služili, v svoje dobroti dopolni, kar si vsakemu izmed nas podelil brez naših zaslug, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo in pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res je spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se te vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, ti si ustvaril vse, kar je na svetu in določil tek in spremembe časov. Človeka si naredil po svoji podobi in mu zaupal vsa svoja čudovita dela, da bi v tvojem imenu vsem stvarem gospodoval in te zaradi tvojih veličastnih del vedno slavil po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te tudi mi z vsemi angeli hvalimo in v veselem praznovanju prepevamo. Resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darave, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Smrt oznanjamo
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Danes sta dva mašna namena za zdravje in v zahvalo za 25 let duhovništva. Skupaj zapojmo Gospodov molitev Bogu zahvalo za teh mojih 25 let, pa seveda tudi v priprošnost za naprej, za nadaljnjo zvestobo, ter seveda tudi za zdravje. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč rešči nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, Tvoje oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, vam apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolno edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s Tvojim duhom. Da bi bil res ta mir med nami in v nas, ta Božji mir, ki prihaja od Gospoda, ki razsvetuje vsako človeško srce in mu prinaša tudi notranje zadovoljstvo, sosedali poglejmo, se mu poklonimo in mu na ta način tudi zaželimo tega Božjega miru.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemne grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Nebeški Oče, ob srebrni obletnici svojega mašniškega posvečenja sem Tebi v slavo in zahvalo z veseljem obhajal svete skrivnosti naše vere. Daj mi, da bo vse moje življenje daritev, ki jo pri oltarju skrivnostno upravljam po Kristusu našem Gospodu. Amen. Priporočeno mi je bilo, da bi tudi malo povedal o svoji duhovniški poti. Gotovo me je zaznamovala nesreča v gozdu po srednji šoli, ko nisem mogel potem, dan prej sem se vpisal na lesarsko fakulteto, lesno, pa potem naslednji dan sem si nogo zlomil, nisem mogel ne k vojakom, ne v službo, ne na študij, ampak sem imel ljubi mir kar 9 mesecev, v tem času sem veliko bral, premišljeval, pa tudi molil in kasneje sem šel potem k vojakom, vendar tam pri vojakih ni bilo tistega pravega vzdušja, razpoloženja, da bi lahko v duhovnih stvarih toliko razmišljal. Sem se potem vrnil še za 1 leto v službo, to je bilo Združena lesna industrija Tržič, blizu tovarne Peko. No, potem mi je pa nek prijatelj, ki je bil pri jezuitih, pisal razglednico iz romanja po poteh svetega Ignacija Lojolskega. Naj bom odprt vse dobro, lepo in to je bil kot tisti navdih. Sem rekel, kocka je padla, sedaj ali pa nikoli. Nisem se čutil sposobnega za študij, sem rekel, to je zahteven študij. Sem rekel, v redu, za 1 leto grem, da mi bo Bog pustil pri miru, da se je z mano zmotil, vse ne bom naredil šole, to bo dokaz, da me Bog ne kliče. Res sem imel v 1. letniku kar nekaj težav, kar 4 izpite sem celo ponavljal, vendar potem sem uspešno tudi te izpite naredil popravne in tako potem v 2. letniku je pa nekako steklo, se je poznalo, da nisem imel gimnazije, prej da sem imel srednjo sicer tehnično šolo in potem seveda tudi 3 leta je minilo od tega zaključka srednje šole pa do potem upisa na fakulteto. No, potem me je pot vodila po Novi Maši pri 28 letih najprej na Dolenjsko, v župnijo Šentjernej. To je župnija, ki je med 2. svetovno vojno zelo trpela, več kot 400 žrtev je bilo med domobranci in pravijo tudi krimočencev Semenovih kristjanov. To je župniji, ki ima od 6500 do 7000 prebivalcev, je bilo 1 leto, vsako leto je bila Birma kar 104. Birmance so bili tisto leto. In tudi k verouku je hodilo več kot 90% otrok. To je bilo od leta 95 do 98, no potem sem šel bolj na sever Dolenjske, to je v Trebne, kjer je bil doma tudi moj škof, ki mi je posvetil nadškof, dr. Alojzij Šuštar. In tudi tam je bila taka tradicionalna župnija, 3000 prebivalcev je obsegalo mesto, 3000 pa še okolice je bilo še 45 vasi in tudi 12 podružnic. No, tam sem se tudi srečal s skavti, vsaki fari, lahko rečem, sem se česa novega naučil. No, potem, ko sem prišel na samostojno župnijo v Preserje pod Krimom leta 2000, sem dobil še soupravo Rakitna
Obe župnije skupaj sta takrat obsegali nekaj čez 3000 prebivalcev. V to župnijo je bilo treba pač obnoviti temeljito noter in zunaj župnijska cerkev, tudi tukaj upodobljena na tej sveči, redovnica to izdelala, ki iz te župnije doma, karmeličanka, sestra Petra Debevec. Potem sem pa v tej župniji tudi uvedel oratorij, tega prej ni bilo, potem tudi pogostitev za pevce ob godu Svete Cecilije, potem tudi uvedli smo tudi koledovanje, ko se zbirajo sredstva za misijone, ter seveda tudi svetomašo za zakonske jubilante. No, po 17 letih sem bil pač premeščen v to vašo župnijo, sedaj 3. leto teče, lahko rečemo, da je to še zmeraj čas uvajanja, še vedno čas poznavanja faranov. Vidim, da je to sedaj največja župnija, kar sem jih imel. Po eni strani je to neko zaupanje strani nadškofa, da mi pač zaupa tako veliko župnijo. Upam, da je bom tudi kos, seveda s pomočjo sodelavca gospoda Štefana. In seveda mnogih sodelavcev, dobrih ljudi, ki mi tukaj pomagate, bodi si pri katehezi ali po drugem pastoralnem delu. Kar je novega tukaj, je gotovo vera in luč. Nisem imel še to izkušnjo, imam sedaj to izkušnjo skupino, ki so prizadeti v duševnem razvoju, ko se enkrat mesečno srečujemo. Potem seveda tukaj sem opazil, da je nova stavba, ravno ta mesec mineva 10 let, kar je bila ta stavba obnovljena oziroma zgrajena in blagoslovljena. 19. junija sem izvedel, notri je velika dvorana za različne pastoralne ali druge prireditve, tudi dajemo prostor v najem. Zraven so pa še 3 sodobne učilnice, ki se lahko kosajo tudi z učilnicami v šoli, in 2 učilnici sta rezervirani za veruk ali pa tudi druge dejavnosti. Ena učilnica je pa spremenjena v pevsko sobo, imajo tudi pevci odlične pogoje za delo. Tako res malo že načenja zdravje, ampak upam, da se bo to izboljšalo, da bo v redu, da bom lahko tudi s srcem še naprej služil vaši župniji in tudi, kot je v pridige omenil gospod profesor Bogdan Dolenc, da bom svoje srce razdal tudi vam, da bom ljubil tako Boga, kot seveda tudi vas, da se bomo lepo razumeli, da bom sebe in vas vodil k Kristusu. Res vas povabim po sveti maši, da se še zadržite zunaj pred cerkvijo, da popijete kozarec vina ali soka, se posladkate in se tudi malo podružimo. Tebe, Boga, hvalimo. Dajmo
Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi in varuje nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Stregni